Lep dober dan vsem skupaj. Začenjamo 7. redno sejo občinskega sveta občine Bohinj. Pa bi tako na začetku prosil gospo Jožico Hribar-Vučko, da nam prebere sklepe 6. redne seje občinskega sveta. Kot prvo točko je občinski svet sprejel celostno prometno strategijo občine Bohinj. Kot drugo točko je občinski svet dal soglasje k spremembi projektne dokumentacije za gradnjo vrtca v Bohinjski Bistrici. Pod tretjo točko se je seznanil s projektom Mobilni socialni servis. Pod četrto točko je bil sprejet akcijski načrt Zima v Bohinju, in sicer da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Pod peto točko je občinski svet sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2196 Bohinjska Češnjica, parcela 1959/5. Pod šesto točko je občinski svet seznanil s programom dela nadzornega odbora za leto 2019. Pod sedmo točko je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bila podeljena priznanja občine Bohinj. Pod osmo točko je občinski svet kot predstavnika občine Bohinj v svetu zavoda Osnovna šola Janeza Mencingerja za preostanek mandatne dobe imenoval Nino Arh, Jelovška 53, Bohinjska Bistrica. Hvala lepa. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku 6. redne seje? Če ne, če pripomb ni, predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Bohinj sprejme zapisnik 6. redne seje v priloženem besedilu. Prosim, če glasujete. Sklep je sprejet. Hvala lepa. Dajmo na dnevni red. Današnji dnevni red je prva točka predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Bohinj, prva obravnava. Druga točka, 5-letno podaljšanje koncesije Dol Bohinjska Bistrica, daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bohinjska Bistrica. Pod 3, soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi IP 324/2016. Pod 4, predlog za spremembe cen programov Zavoda osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj. Pod 5, soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Pod 6, vprašanje, pobude in informacije. Ima kdo kakšen predlog za umik kakšne točke? Ima kdo predlog za razširitev dnevnega reda? Če ne, bi prosil, da zglasujemo za dnevni red v celoti. Prosim, glasujete. Sklep je sprejet. Hvala. Prihajamo k točki 1. Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj, prva obravnava. Obrazložitev bo podala gospa Jolanda Planovšek. Najprej lepo pozdravljeni vsem skupaj. Zdaj, pripravili smo nov predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer predvsem zaradi priporočil MUP-a. Zdaj, to nadomestilo pač popiramo oziroma je v slovenski prostor bil uveden že leta 1984, zakonodaja iz leta 1984, to je zakon o stavbnem zemljišču, še vedno velja. Leta 2004 pa 2002 in 2004 je ZGO dopolnjeval to zakonodajo še, je konkretiziral zazidana pa nezazidana stavbna zemljišča.
Potem pa je bil uveden nekak zakon o davku na nepremičnine. Ustavno sodišče pa ga je takrat leta 2014 razveljavilo. In od takrat naprej je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča spet v veljavi. V letu 2016 je MOP izdal sistemska priporočila občinam za izboljšanje sistema NUSZ, v 2017 pa že opozoril občine, da imajo nekatere občine, da imajo svoje odloke v neskladju z zakonodajo. In sicer zakaj? Ker so po letu 2014, smo občine sprejemale sklepe o določitvi vrednosti točke, kar pa ne bi smele početi, in bi mogle, ni bilo dovoljeno več spreminjanje odlokov, ampak je bilo treba sprejeti nov odlok. Sklep o določitvi vrednosti točke pa je sprememba odloka. In zato smo se tudi znašli na seznamu občin, ki so imele odloke v neskladju z zakonodajo. Poleg še drugih določil najbolj so se potaknili v oprostitve, ker MOP trdi, da občina lahko ima v odloku navedene samo tiste oprostitve, ki jih kot take določa zakon. Zdaj, prav iz tega razloga priporočil in potem kasneje tudi ugotovitev MOP-a, da je naš odlok v neskladju z zakonodajo, smo pripravili nov predlog odloka, ki je zdaj pred vami. Pa bi šli mogoče samo te spremembe med prejšnjim pa sedajnim. Splošne določbe so ostale enake. Spreminjajo se območja in sicer malo smo preštevilčili območja, ne pa točke. Samo preštevilčenje, kar je bilo tudi na predlog MOP-a, če je bil MOP predlagal, da se prešteviliči, da je bolj pregledno. In tukaj se nam zdi smiselno, da se naselje Žlan prestavi v eno območje nižje, se pravi, da bi manj plačeval, Nemški Rod pa v eno območje višje, in sicer prav zaradi komunalne opremljenosti. Vas Žlan je slabše komunalno opremljena, kot pa vas Nemški Rod. Iz tega smo mislili, da bi lahko to prestavili. Potem smo, in ta območja naselij, kjer se plačuje NUSZ, so tudi urisane v digitalni katastrski prikaz, in to je v GIS-u občine Bohinj za Vihek uprava NUSZ. To je tam prikaz teh območij. Ker ožje območje pa širše območje občine širše območje Bistrice ni konkretizirano po ulicah, ker je rob tako določen, da bi bilo treba pa še hišne številke noter navajati. Zato smo prikazan pa je v GIS-u. Pri določenju komunalne opremljenosti smo točkovanje spremenili tako, da smo poenotili komunalno opremljenost, in sicer vse s 40 točkami. Prej je bil vodovod pa javna kanalizacija 20 točk, telefon, plin pa kabel pa 60 točk, kar se nam zdi bolj smiselno, da se poenotimo. V prejšnjem odloku je bila tudi določena smotrnost uporabe stavbnega zemljišča. To smo v novem odloku ven dali, ker nismo točno vedeli, kaj je bilo to takrat mišljeno kot smotrna uporaba, in smo nekako primerjali druge občine, pa imajo to namembnost za stanovanjski namen bistveno več točk, kot smo jih imeli mi, samo smotrnosti pa nimajo. V 7. členu starega odloka smo imeli določeno, da se nadomestilo plačuje tudi za golf igrišča, pa za kempe, pa smučišča, samo za odmerjen sezonski čas,
To smo črtali iz tega odloka, mislim iz tega odloka, pač v novem odloku tega ni, tudi na priporočilo MOP-a, ker trdi, da nimamo podlage v odloku. Prav tako smo črtali tudi določilo glede opuščenih objektov, ki prav tako ni podlage v veljavnih predpisih. V novem odloku smo že v odloku določili vrednost točke, ki se ne spreminja za zazidana stavbna zemljišča, predlagamo pa pri nezazidanih stavbnih zemljiščih višjo točko in sicer takšno, kot je bila pred spremembo leta 2014. Pa še sledili smo prav tako navodilu MOP-a, da se v novem odloku pač upoštevajo samo tiste oprostitve, ki jih kot take navaja zakon. Ostale oprostitve smo črtali iz odloka. Potem pa so samo še kazenske določbe pa veljavnost. Hvala lepa. Stališče Komisije za turizem in kmetijstvo. Hvala lepa, pozdrav vsem. Komisija za turizem in kmetijstvo je sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da sprejme predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj v prvi obravnavi s predlogom, da se pripravi zemljevid območij. S tem smo pač zahtevali, da se lahko sploh znajde, kje kakšna točka velja. Hvala. Hvala. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Lep pozdrav vsem skupaj. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo je opravila kar poglobljeno razpravo o predlaganem odloku. Imeli smo par pripomb, pa jih bom kar prebral, ki tudi želimo, da se upoštevajo, oziroma predlagamo, da se upoštevajo. Noter ni bilo pač predstavljenih nobenih izračunov, kaj te spremembe pomenijo. Se pravi, težko je sprejemati odlok, ki ti ne pove, kakšne bodo finančne posledice. Tako da smo pač želeli, da se pripravi primere izračuna nadomestila za tipične primere na različnih lokacijah, se pravi za neke povprečne stavbe na različnih lokacijah, kaj to preštevilčenje oziroma pač drugačna vrednotenja posamezne infrastrukture prinese. Dobili smo tudi neke odgovore, da vse skupaj ne bi bil finančni izplen po tem predlogu približno 8% večji, kot je bil do zdaj, tako da pač to bi radi, da imamo bolj konkretiziran, da bomo vedeli, na čem se odločamo. O čem se odločamo potem, tudi ta grafični prikaz območij, kot je tudi že prejšnja komisija, izračun tudi skupnih finančnih posledic, se pravi poleg teh specifičnih za tipično hišo, da si lažje predstavljamo še skupne, kaj to pomeni na prihodkovni strani proračuna, in pa natančen izris ožjega in širšega območja Bohinjske Bistrice, da se tudi znotraj Bistrice bo točen vedel, kje je. Tako da s temi pripombami komisija predlaga občinskemu svetu, da ta predlog odloka sprejme v prvi obravnavi s podanimi pripombami, pa drugi sklep, da komisija predlaga občinski upravi, da ta odlok pripravi za drugo obravnavo, ponovno s temi pripombami. Hvala lepa. Statutarno-pravna komisija. Lep pozdrav. Statutarno-pravna komisija soglaša s predlogom odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v prvi obravnavi. In pa drugi sklep, statutarno-pravna komisija soglaša s sklepom, naj predlagatelj v skladu s 4. odstavkom 79. člena pripravi predlog odloka za drugo obravnavo. 4 za. Hvala lepa. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost. Hvala, lepo pozdrav še po moje strani. Komisija je preučila ta odlok in podala tri pripombe, ki so sledeče. Komisija predlaga, da se poda informacija, kje so dostopni podatki o območjih plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
ožje in širše območje Bohinjske Bistrice. Drugi predlog, da se obrazloži finančne posledice glede na predlog povišanja NUSZ. In tretji predlog, da gre za previsoko povišanje in da naj občinska uprava razmisli o zmernejšem povišanju. Po razpravi je sprejela 2 sklepa. Prvi sklep je: Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo predlaga občinskemu svetu občine Bohinj, da sprejme predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj v prvi obravnavi s podanimi pripombami. In drugi sklep: Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo predlaga, da predlagatelj v skladu s 4. odstavkom 79. člena Poslovnika občinskega sveta občine Bohinj pripravi predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za drugo obravnavo. 9 za. Hvala lepa. Odpiram prvi krog razprave. Gospod Mirko Jeršič, prosim. Po pregledu tega odloka sem domneval še gotovo, da se je na območju občine Bohinj letos na 4 mestih vršila gospodarska dejavnost parkirišč. In v tem odloku nisem mogel dobesedno nikjer zaznati, kam bi pasal te zemljišča, se pravi parkirišča. Če se nekje pobira in se vrši gospodarska dejavnost na enih zemljiščih, smatram, da je to podobno kot kemp, recimo. In bi predlagal, da se do naslednjega branja prouči, kako bi lahko te zemljišča upoštevalo v odloku. Hvala. Hvala. Gospod Boštjan Mencinger. Ja, hvala lepa. Saj večino sem že pri pripombah, ki so bile podane na sami komisiji, povedal. Bi pa vseeno sam še to res tudi za v bodoče, da tlele smo imeli v 3. točki samega predloga odloka, je bilo navedeno pri finančnih posledicah, da na podlagi tega odloka prihodek proračuna iz tega naslova bo predvidoma v enaki višini kot pred spremembo. In potem, ko smo šli v drobovje samega predloga, smo videli, da v bistvu mi bomo podvojili strošek oziroma plačilo za nezazidana stavbna zemljišča. Uvajajo se ta drugačna točkovanja posamezne infrastrukture, tako da neke posledice bojo nastale, rečeno je bilo pa cirka 8%. In bi res to sam prosil. Tam pri financah nas ponavadi vse skupaj najbolj zaboli. In jaz osebno tudi pa čisto drugače odlok preberem, tudi mnogo bolj podrobno, pa se bolj premislil stvari, če nosijo tudi finančne posledice, kot pač po mojem tak odlok, ki jih ne. Jaz bi sam to bi rad povedal, pa se mi pa zdi, da je prav, da se ta odlok sprejme, ampak s premislekom. Hvala lepa. Odpiram drugi krog za razpravo. Še so prošli. Jaz bi vselih 2 stvari povedal. Glede tega, jaz sprejemam pač to kritiko. Sem tudi nekako razumel duh, ki je bil pač, ki je bil z te komisije oziroma te razprave na komisiji za prostor, da ne pač pazimo, da bo povečanje primerno, in pa seveda, kar sem pa res priznam, tudi sam spregledal, so pa kempi, ker že samo avtomatično z tam, ko v bistvu iz sezonskega gremo na celoletno, to pomeni dejansko preveliko povečanje, ker komisija me je tudi opozorila na to, da ni bo to primerno povečanje pač tudi za posamezne trenutne plačnike tega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Tako da bomo mi to do drugega branja natančno poročili, pripravili te res simulacije, popravili pač, kar se tiče točkovanja, če bo potrebno,
Če bodo druge večje spremembe, bomo dali še ponovno enkrat v prvo branje. Načeloma pa se sestavlja pač iz tega dveh delov, pač teh samih predpisov, kako se obračunava, drugi pa ta finančni del. Jaz smatram, da ta prvi del je relativno enostaven in jasno razumljiv, zapisan in tudi pravno korekten, tako da bomo pač še to dopolnili in da bomo predlagali drugo branje, pa upam, da se bo sprejemljiv za občinski svet. Hvala. Odpiram drugi krog za razpravo. Ni razpravljavcev. Predlagan sklep. Predlagana sta dva sklepa. Prvi sklep je: Občinski svet občine Bohinj sprejme predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občini Bohinj v prvi obravnavi s podanimi predlogi. Prosim, če glasujete za ta sklep. Sklep je sprejet. In pa drugi sklep. Predlagatelj naj v skladu s 4. odstavkom 79. člena Poslovnika občinskega sveta občine Bohinj pripravi predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za drugo obravnavo. Prosim, glasujte. Ta sklep je sprejet. Hvala. Prihajamo k točki 2. To je 5-letno podaljšanje koncesije Dol, Bohinjska Bistrica, daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Med nami pozdravljam predstavnika Petrola, ki nam bosta pač razložila to prvo obrazložitev, pa bi kar prosil za, a boste... Vse bomo kmalu popravili, da teh kablov ne bo brez skrbi. Delamo na tem. Kar izvolite. Lep pozdrav v imenu Petrol, družbe Petrol. Moje ime je Matej Stržičar, sem vodja upravljanja energetskih in okoljskih rešitev, kjer spada tudi vaš kraj Bohinj oziroma daljinsko ogrevanje, torej naš energetski menedžer Simon Kopač, ki skrbi za vas. Na prejšnjem sestanku oziroma ki smo ga imeli, oziroma se že dlje časa pogovarjamo o podaljšanju koncesije za 20 na 25 let.
Na zadnjem sestanku ste želeli imeti tudi dodatno razlago o samem podaljšanju koncesijske pogodbe in da razdelamo nadaljne možnosti sodelovanja, predvsem z vidika, kako bi se dali še znižati stroške. Zdaj, kot prvo novico lahko povem, da smo imeli prejšnji teden tudi pogajanje z LIP z vašim virom toplote, tako da smo ohranili isto ceno še za 1 leto, tako da ta cena zdaj ohranjen je enaka, kljub temu, da so imeli drugačne ambicije. Tako, no, na kratko, če gremo čez daljinsko ogrevanje, kaj so osnovne prednosti, skratka imate tukaj CO2 neutralnost, ki se kurimo na lesno biomaso, ker imamo velik vir toplote, so nižje emisije na primerjavi z individualnimi kurišči, boljši izkoristek same potencijala lesa, nižje emisije dušikovih pa žveplovih oksidov, manjše emisije so prašnih delcev, manjša je odvisnost od nihanj cen energentov, ker pač z velikim odjemom dosegamo tudi boljše cene, kakor bi jih individualno. Imate veliko visoko zanesljivost obratovanja in udobje, skratka vam uporabnikom, ki ste priklopljeni na daljinsko ogrevanje, ni potrebno skrbeti za nabavo energentov, vzdrževanje. Nove priklope financira Petrol, kar se pol jasno pokrije tudi iz fiksnega dela cene. Pri samih uporabnikih je pa majhna raba prostora na odjemnih mestih, se pravi nimate kurilence, po domač povedan, in bistveno višja varnost pred eksplozijami, požari, zastrupitvijo s CO-jem v primerjavi z lastnimi kurišči. Zdaj, sam predlog podaljšanja koncesijske pogodbe za 20 na 25 let v bistvu spremeni fiksni del cene ogrevanja. Pri preračunu pridete za 3,9 evrov na kilovata na mesec na 3,43 evra na kilovat na mesec, to je 12% znižanje fiksnega dela cene. Kot je bilo zadnjič omenjeno, zdaj, kje je potencial, zdaj mi imamo priključenih 2000 kW uporabnikov, to je priključne moči, potencijala je še za 600 kW in to je v temle obkroženem območju, ki je tle na sliki. To je, kjer je potencijal še za priklopa cirka 600 kW. Zdaj, del občinskih stavb se je tudi energetsko saniral, tako da zdaj z preračunom bo tudi fiksen del za javne stavbe s tem znižan, tako da tle se pol odpira še za cirka 100 kW dodatnih uporabnikov. Zdaj, če bi se še vsi teh za 600 kW dodatno preklopili na daljinsko ogrevanje, je potencijal znižanja fiksnega dela še za nekih dodatnih 10%, kar bi pač pol točno ugotovili z samim preračunom, bo tudi odvisno, kdaj se preklopijo. Pa delno bi se verjetno poznali tudi na sami porabi toplote na variabilnem delu, ker bi dosegli dosti višjo izkoriščenost samega daljinskega ogrevanja oziroma po domače bi bile izgube nekoliko nižje. To so simulacije priklopov. Trenutno imamo 2024 kW, dodaten potencial je še 600 kW. To pomeni, kot sem že rekel, cirka 10% je možno še znižati z dodatnimi priklopi. Pregled trenutnega stanja, se pravi javni objekti imajo 1170 kW priključne moči, z prilagoditvijo bomo šli na 1075, ostalih objektov je 854 kW, te ostanejo, skratka skupaj je potencijala 2500, tako da imamo še 600 kW možnost razširjati priklope. Zdaj, če pogledamo, želeli ste imeti še simulacijo stroškov toplote daljinskega ogrevanja. To so narejeni preračuni na neke tipske objekte, hiše novejše, starejše, stanovanja v blokih po domače oziroma za poslovne prostore.
Boš ti Simon te številke razložil, si jih nisi obdeval. Ja, v tabeli pač vidimo referenčne primere stavb. Na začetku so prikazane priključne moči, približno koliko bi bile za posamezno stavbo in pa stroški potem ogrevanja na podlagi rabe posamezne stavbe, koliko bi prišel fiksen del stroškov toplote na daljinsko ogrevanje in na koncu so prikazani v zadnjem stolpcu letni stroški ogrevanja na daljinski sistem za posamezno stavbo. Če to primerjamo z simulacijo stroškov toplote na ekstra lahko kurilno olje, se pravi imamo identične referenčne stavbe in glede na kurilnost kurilnega olja in izkoristke kotla in ostalih parametrov pridemo do nekoliko višjih letnih stroškov v primerjavi z daljinskim sistemom ogrevanja. V zadnji tabeli imamo prikazano pač to primerjavo in razlika je med daljinskim ogrevanjem in kurilnim oljem pri posamezni stavbi. Se pravi, v povprečju vseh 6 referenčnih stavb nam da 86,6% nižje stroške ogrevanja, glede na ekstra lahko kurilno olje. Moramo pa poudariti, da v bistvu ceni letnih stroškov ogrevanja pri kurilnem olju niso zajeti vzdrževalni stroški, kot so servis kotla, dimnikar, ski pregledi, ostale okvare in tako naprej. Ni pa tudi upoštevane investicije v kotle, recimo v razvode in tako naprej. Za naprej kar predal besedo. Skratka, kot je tudi današnji sestanek oziroma predlog sklepa je, da se spremeni, podaljša koncesijska pogodba z 20 na 25 let, s tem se pač amortizacija zniža in smo na ta način lahko znižamo stroške fiksnega dela, kar se vam pozna na letnem ali pa mesečnem nivoju za cirka 12%. Z dodatnimi priklopi oziroma da izkoristimo ves potencial daljinskega ogrevanja, da bi se dodatno lahko znižal še fiksen del za 10%, pa nekoliko bi se verjetno poznali tudi na izkoristku, ki bi se zvišal. Tako da, kar se nas tiče, jaz mislimo, da je ta predlog za vas ugoden in da se daljinsko ogrevanje vam služi dobro in ste na cenejšem, kot bi bili z lastnim ogrevanjem. Tako da predlagam, da ta predlog podprete, pa zanima, če imate še kaj vprašanj, da lahko kaj tehnično drugače razložimo. Bomo bošli, ja, to je to, lahko vemo. Pa bi pa prosil mnenje komisije za urejanje prostora. Hvala za besedo. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo je razpravljala glede podaljšanja in sprejela nekako 4 priporočila. In predlaga, da se zniža fiksni del cene glede na obstoječe stanje za najmanj 12%, skladi variabilni del cene v skladu s soglasjem Agencije za energijo, torej ga poveča za največ 7,5%, priključi dodatne uporabnike, v naslednjih 5 letih po tokratni uskladitvi cen teh ne povečuje. Omejitev navzgor. Po razpravi pa je sprejela sklep. Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo se strinja s 5-letnim podaljšanjem koncesije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bohinjska Bistrica z zavezo koncesionarja, kar sem prebral. 9 za. Hvala lepa. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo.
No, tako te predloge jih je predstavil že kolega Jeršič, to smo mi v bistvu te predloge pripravili, smo kar poglobljeno obdelali, moram reči, tale predlog, mnenja so zelo deljena, v bistvu smo v dokaj neugodnem položaju, izbiramo med slabo pa slabšo rešitvijo tega problema, tako da tudi na koncu, tudi mi smo po razpravi sprejeli ta sklep, se pravi, da komisija se strinja s 5-letnim podaljšanjem, s tem, da se zaveže koncesionarja Petrol s temi sklepi oziroma s temi navedbami, ki jih je že prej prebral, pa jih lahko ponovim, se pravi, da se zniža fiksni del, tako kot je predlagan, za 12%, da se uskladi variabilni del za teh 7,5%, da se zaveže Petrol, da priključi še dodatne uporabnike in da so pač neke finančne posledice, če do tega ne pride, pa da v naslednjih 5 letih cen ne povečuje. Hvala lepa. Odpiram prvi krog za razpravo. Gospod Jure Sodja, prosim. Hvala za besedo. Že drugič smo tukaj podobno zadevo poslušali. Še vedno moram izraziti svoje osebno prepričanje, da smo vsi skupaj po neki zanki, kar je vedno neugodno, sploh pri pogajanjih, tako da verjetno so težka v vseh stranih. Mislim, da kaj dosti veliko ne moramo narediti. Obe komisiji ste super po moje predloge predstavljali. Pozitivno seveda je, da bo občina 10 jurjev cirka na let pošparala pri svojih stavbah, ampak ljudje so po moje večji problem v tem slučaju. Veliko izkušenj smo poslušali že na prejšnjih sejah, kakšne cene so šle gor normalnim ljudem, nekim društvom, ono, drugo, tretje. Tukaj se pogojujejo v bistvu, da bo šlo še na 10% popusta, če bomo mi dvignili 600 kW naročnikov, kar pomeni na današnje stanje 25% naročnikov gor. Pri tem, da so vsi nezadovoljni, 25% naročnikov dobiti, se jaz bojim, da je misija nemogoče s takimi ponudbami in s takimi cenami, ki jih imamo trenutno. Tako da, jaz mislim, da je velik problem, da mi bomo zelo težko koga novega dobili, tako da teh 10%, ko razmišljamo o prihodnosti, mislim, da lahko kar odpišemo v tem trenutku, če ne bo nekih bolj konkretnih tudi teh stvari, ki so jih komisije predlagale. Hvala. Hvala lepa. Boče odgovor ali pa čeprav skupaj? Jaz bi odgovoril glede novih priklopov, ko ste rekel, se pravi, daljinsko ogrevanje v naselju Bohinjska Bistrica je zanimivo. In novi priklopi se trenutno že dogajajo in so proti koncu izvedbe. In v naslednjem mesecu bojo se odjemalci že ogrevali na daljinski sistem ogrevanja. Za naslednje leto imamo pa tudi nove priklope zagotovljene, pa še najbrž bojo prišli. Sicer v tem letu bo priključna moč novih priklopov nekoliko manjša, za drug let imamo pa zagotovljen višjo priključno moč novih priklopov za faktor 3 do 4-krat. Potem bi pa mogoče še odgovoril, kar se tiče alineje, da v naslednjih 5 letih, da se cen ne povečuje oziroma da se ne spreminja. Zdaj, ta koncesija je pod nadzorom Agencije za energijo in vsak let mi izdajamo poročila Agenciji za energijo in pošiljamo jim ekonomsko izkaze, tehnične izkaze in se morajo vse ujemati. Če mi delamo dobiček, moramo znižati ceno. To je ukaz od agencije. Ne? Če pa delamo izgubo, jo pa lahko podražimo, ni pa nujno. Tako da glede tega ne moramo garantirati, da se vsaj 5 let ne bojo spreminjale cene. Ne? Ker tudi cena primarnega energenta, v tem primeru sekancev, zelo nihajo. Ne? Lahko vam povem, od konca leta 2018 do manj kaj enega leta se je cena biomase spremenila za 17%. Ne? To je pa posledica v regiji oziroma globalnega stanja.
Toliko iz moje strani, no, kratko. Hvala lepa. Gospod Darko Lancner. Ja, lepo pozdravljeni v mojem imenu. V vaši predstavitvi je bilo prikazan predvsem ta primerjava med energenti, se pravi kurilnim oljem, pa med to biomaso in tlele v razliki so 90 te visoki odstotki. Jaz mislim, da je to mogoče na nek način zavajanje, ker odstotki so nižji. Razlika je seveda manj kot 10 odstotkov. To je indeks kvečem, ja, tako da zato, da ne bi prišlo, ker v bistvu razlika pri novejši hiši je med biomaso pa med kurilnim oljem 130 evrov. Tako da mogoče bi bilo treba samo to popraviti oziroma drugače interpretirati. Ja, v tej tabeli. To je v resnici indeks. To je indeks, ni Zato so tudi evri zraven, da ne... Tako, ker ni znižene za 90%, predvsem za tega, da ne bi bilo zavajanja. So tudi evri zraven, tako da si lahko tudi kdorkoli preveri pa izračuna, ne postavke so pa, da imamo pa isto. Predvsem zato, ker uporabniki gledajo, pa da ne bi bili zavedeni, da se za 90% znižajo cene, predvsem zaradi tega. Hvala. Hvala. Gospa Olga Pikon-Gorišek. Lep dober dan tudi v mojem imenu. No, jaz bom pa že tako kot na tem posvetovalnem sestanku se kar ukvirila na naš društveni dom in glede na to, da ko se je podpisovala koncesija s Petrolom in občino, jaz mislim, da so nekateri s figo v žepu delali ta posel. Druga stvar, ki je, ste priklapljali objekte in to občinske objekte, kar je tudi naš društveni dom, in ste mu določili preveliko priklopno moč. To se pravi, imeli smo jo 50, zdaj po ta novom jo imamo 25. Zato bom v nadaljevanju predlagala sklep oziroma že zdaj pa povem, da Društvo upokojencev zahteva od občine in od Petrola, da ji od začetka priklopa do nove pogodbe pripravi dobropis. Ker to, kar mi plačujemo, mi smo prej imeli svoje ogrevanje, jaz še razumem, da moraš svojo peč imeti. Smo plačevali 80 evrov na mesec ogrevanje, potem smo ga plačevali 380 in še danes, kar imamo znižano ceno, ga plačujemo 180 in je to za nas nesprejemljivo. Hvala lepa. Hvala, mogoče hvala za vprašanje. Kar se tiče društvenega doma in priključne moči, smo v bistvu pripravili novo pogodbo in je že veljavna s 1. septembrom 2019. Tako da od začetka obračunavanja priključne moči je minil, se pravi, 22 mesecev nazaj. Mi smo tudi pripravili dobropis za društven dom, se pravi povračilo za 22 mesecev priključno moč, se pravi izvedeno plačilo bo pa 15. novembra. Tako da to je tudi pripravljeno. To z moje strani. Hvala. Hvala. Gospod Boštjan Mencinger. Ja, no, meni je v bistvu žal, da ima ta naš dolg tako negativen prizvok, ker v osnovi pa v teoriji bi to mogla biti dobra stvar. V bistvu v resnici bi mogli te, ki se priključijo, bi mogli kar nekaj s tem prihraniti. Jaz, tako je že Darko povedal, se je tle res v tem slajdu in napaka, pa tudi vi ste pa rekel, da pač tak, ki se priključi na dol, prihran 86,6%, to se ne drži, prihran 13, v teoriji naj bi prihranil 13,4%. Jaz moram reči, da ne vem čistočno, zakaj v praksi ni take izkušnje, ker izračun je relativno preprost in ta prav, da bi mogel vsak se na dol priključiti prihraniti 13,4% s tem, ko se priključa. Žal pač ta društven dom je bila pač napaka in mislim, da je slej tudi išlo največ slabe volje, ker je v bistvu škoda, ker na ta račun je tudi pol težji dobiti zdaj nove neke uporabnike, po kraju se je to razširilo. Kljub temu, da tudi je, mislim, da nekaj pa pozitivni zgodb in očitno, da ker so ljudje pripravljeni se priključiti, da vse eni pa so ugotovili, da to je smiselno. Tako da jaz
ne bi rad, da zdaj to izpade zaradi mogoče te vaše malo tudi nespretnosti oziroma pač slabe komunikacije do sedaj, vsaj tako je bilo nam tudi predstavljeno, pa da se bi mogoče tudi za samo šolo, pa tam, kjer so bile te energetske sanacije, da se to zdaj čimprej ta novi elaborat pripravi, pa da se tudi ta odjemna moč ustrezno prilagodi, ker mislim, da tudi šola je poleg tega društvenega doma, da je še drugi vir te slabe volje, no. Vsaj tako sem jaz to zaznal. Tako sem pa rekel, no, v teoriji bi stvar mogla biti v redu. Te sklepe, ki sem jih prej prebral, oziroma to, kar smo na komisijah zahtevali, manjka nam oziroma pogrešali smo to predstavitev, ki smo jo zadnjič na tem neformalnem sestanku želeli. Manjka nam primerjava prej potem. Mi smo hoteli, da bi nam vi pripravili še izračun, kakšen je strošek za te tipične, kot ste jih pa lepo naredili, ampak vi ste sami naredili primerjavo daljinsko ogrevanje pa kurilno olje. To nas v tem trenutku niti toliko ne zanima, ker zdaj govorimo o tem, a bomo podaljšali ali pa ne. Se pravi, mi smo hoteli primerjavo, če se ne podaljša, pa če se podaljša. Ta primerjava nam zdaj le manjka. Se pravi, za eno hišo, kaj pomeni strošek, če podaljšamo in kakšen je strošek, če ne podaljšamo. To bi bilo zdaj v tem trenutku, ko odločamo samo o podaljšanju, bi bilo to zanimivo videti, ne pa primerjava s kurilnim oljem, ki za samo podaljšanje je relativno nepomembna. Tako da to bi tudi veliko povedala, ker jaz imam tudi en pomislek še oseben, mi podaljšujemo dobo koncesije za 25%, to pomeni z 20 let na 25 let. Hkrati pa v zameno dobivamo znižanje fiksnega stroška samo 12%. Tle je kar en nesorazmerje. Fiksni strošek bi mogel predstavljati amortizacijo. Če mi za to obdobje podaljšamo, bi se mogel za približno tak znesek tudi ta fiksni del znižati. Zdaj se pa znižuje za 12%. Zdaj, zakaj smo mi dali sklep, da želimo, da naslednjih 5 let ne povečujete cene tega variabilnega dela? Lepo ste razložili, kar gre nam v prid, da pač vi cene ne smete povečevati tako, kot si želite, ampak ste pod nadzorom Agencije za energijo, nižate oziroma nižjo pa puščate brez problema. Pač nekoliko se v svoj dobiček zažrete, tam temu ne bo noben nasprotoval, če vi pustite nizko ceno. Tle ni nobenega razloga, da jo ne bi mogli, to je čisto vaša poslovna odločitev in zato mi želimo, da jo naslednjih 5 let ne povečujete. Zadnjič na tem neformalnem sestanku je bilo tudi rečeno, da plačujete relativno visok strošek goriva, se pravi pač teh sekancev. Zdaj je bilo pa predstavljeno, da ste se in da želite, da vam mi kot občina, da vam pomagamo, da bi dosegli nižjo ceno. Zdaj ste nam pa kot uspeh, ki ste ga dosegali, predstavili to, da vam jo niso povečali. To zdaj nam je zdaj želje, da jo znižajo, smo zdaj prišli do tega uspeha, da jo ne povečajo. In mi se ravno tega bojimo, da se bo pač mi bomo zdaj podaljšali koncesijo, vi imate že zdaj dovoljenje od agencije, da ceno variabilnega dela povečate več, kot ste zdaj predlagali, da jo boste. Vi bi jo lahko že zdaj za 8,15% in mi se želimo tega tveganja znebiti, oziroma da je to pač še tista dodatna ugodnost, ki jo zdaj pri teh pogajanjih iztržimo, da se zavežete, da naslednjih 5 let te cene ne boste povečevali. In to je tudi kot naš pogoj zdaj, da podpremo to podaljšanje koncesije. Toliko samo. Hvala. Lepa. Tako je. Mi se načeloma lahko zavežemo, da cene ne bomo spreminjali v nekih statičnih pogojih. Kar pomeni, če se cena goriva oziroma toplote, ko jo kupujemo od Lipa, ne spremeni, pa če se število priključkov ne spremenim iz lahkoto, ostanemo na isti ceni, imamo nobene težave s tem. Zdaj, če se pa gorivo podraži, mi ga ne moramo vzeti kot svoj strošek potem. To je poslovna odločitev, seveda ga lahko.
Dobro, gospod Bojan Travan. Ja, dober večer, najprej kolegicam pa kolegom. Začnem tam, kjer je v bistvu Boštjan končal ali pa nastavil. Mi smo uspeli iz daljinskega ogrevanja narediti v tem Bohinju iz dobrega projekta slab projekt. Ker zelo po kmečku mene ne bo noben prepričal, da ljudje pa ne gre samo za javne stavbe, da ljudje mi kažejo po Bistrici položnice, kaj so preplačevali in kaj se je potem zgodilo, ko so prišli na dol, so položnice ne laže. To, ki je treba plačati, položnice so bile in da so se te cene toliko povišale, jaz ne vem zaradi česa, a ne, vi lahko meni vse narišete, je bila seveda stvar koncesijske pogodbe, ki jo je v prejšnjem mandatu občinski svet sprejel, župan pa podpisal. Verjetno je bila naša krivda, da nihče točno prebral, kaj tam not piše, ali pa nismo razumeli, kaj tam not piše. In je bila seveda tudi zahteva, da se ta koncesijska pogodba, da gre nova oblast v spremembo te koncesijske pogodbe. To dobro veste, in tukaj smo se v glavnem strinjali in do tega ni prišlo. Danes smo ta trenutek na tem, da se koncesijska pogodba podaljšuje in s tem se zagotavlja kar neka nižja cena. To se pač ni doseglo. Jaz ustrajam še vedno na zahtevi, da mora občina pristopiti k spremembi koncesijske pogodbe in prije do teh pogajanj, ampak to ni moj problem, to je problem nekoga drugega. Bi pa seveda župan glede na priporočila, zdaj karkoli pač želim, glede na ta priporočila, ki so bila danes strani komisiji, ta občinski svet tega podaljšanja ta trenutek ne more sprejeti, ker morate vi kot predstavnik občine in občinska uprava, glede na sprejete sklepe, morate s temi najprej v pogajanje. To bomo imeli zdaj javna pogajanja, kjer med predsednikoma komisije pa Petrolom, to nama nikamor prišli. In jaz predlagam, ali se to zavrne, ali umakne in na podlagi teh priporočil pridite drugič k nam, pa bomo videli, kaj to je. Ker na ta način mi danes ne moramo odločati. Če nam dve komisiji občinskega sveta soglasno, jaz predvidevam, da so to soglasno sprejeli, dajo neka priporočila, to so priporočila občini, županu in vi morate s tem iti in se skušati spogajati, ker če pa boste ustrajali na tem, da glasujemo, bom pa jaz seveda proti, ker ne gre tako, pa ne moramo delati. Popravimo sklep, pa je sklep tak, pod temi pogoji jo lahko podpišemo. Ja, se mora v vsakem primeru pogajati. Jaz moram povedati, da imam pripravljen sklep, tako ki je bil predlagan z komisije. In tako ga mislim predlagati, zdaj čisto za. Jaz lahko dam zdaj vašo zahtevo na glasovanje, kdo je za ta sklep in pa kdo je za umik, če to ustrajate. Če se pa tam, da jaz ne bom za razvoz. Odpiram drugi krog za razpravo. Gospod Mirko Jeršič. Jaz mislim, da je zadeva kar veliko napredovala od lanskega leta, da je res zelo slaba komunikacija v lanskem letu se je kar popravila na nivo, da smo nekočno prišli do nekih sprejemljivih rešitev. Mislim, da je sam naš dolg, naša daljinsko ogrevanje je najmanjši v vašem sistemu, ali ta drug, ta najmanjši. In mora biti, da ste nas preveč nalahki malo glede teh zahtev, ki smo jih že v lanskem letu postavljali in pač najbolj eskaliral ta dom upokojencev, tudi gasilski dom. In posledica vseh teh problemov v lanskem letu mislim, da je privedla kar do neuspešnih pogajanj in tudi do tega, da je v prostoru mora biti ta slaba volja, ki se je začela v lanskem letu širiti, malo popustila, da so pač vseglih nekateri prevideli, da pač je to dobra stvar in se priključujejo. In jaz bi kot svetnik tudi v tej fazi podprl tole s sklepi in tudi bi pač v dobro občine in kraja rekel, da se ta odnos vaš še malo izboljša, se pravi sama odzivnost, ker vemo, jaz sem bil zraven pri teh pogajanjih,
Pogajali smo se pač z enimi referenti, brez kakšnih podlag in stroke in to. In zdaj, mislim, zadnje dva sestanka sta pa kar ste pa v redu, no, moram pohvaliti. In tudi občina, mislim, da je resno prisluhnila težavam občanov in firmam, ki so pač sodelovali v tem dolgu sodelujejo. Tako da jaz sam bom podprl ta sklep s priporočili. Hvala. Hvala lepa, gospod Janez Režek. Hvala, dober dan. Ja, jaz sem tudi mnenja, da bi v bistvu tale dolg mogel biti ena velika prednost za Bohinj, v bistvu za Bohinjsko Bistrico. Ampak seveda pokazalo se je tako, da je v bistvu to za ljudi preveč. Čeprav imamo klele pač napisano, da občina pa prihrani, čeprav ta prihranek je viden skozi to, ki v bistvu občina vlaga v energetske sanacije šole, tako da meni se to ne zdi en prihranek, pa tudi ob enem bolj, kakor mi izoliramo, to je slabše za vas, zato ko v bistvu manj energije prodate. Tako da z mojega mnenja bi podprl gospoda Travna. Pa mora biti res ni tukaj primeren trenutek, da se tole zdaj razglablja. Seveda, mora biti pod takimi pogoji, kakor smo se na komisiji izmenili, bi jaz to še podprl, drugače pa za dobre ljudi se to meni zdi, da to ni za dobre ljudi. Tako da, zdaj, če pač z vaše strani to, če ne morate znižati, pa jaz, ne vem, je to škoda za vas, drugače pa meni se to zdi, da pa ljudje preveč plačujejo, pa jaz mislim, da ne morem podpreti take odločitve, da bi delal za slabo ljudi. Hvala. Lepa, Boče. Ja, hvala za komentarje. Jaz bi mogoče kle dodal v primeru, da energetske sanacije potekajo. Vseeno občina prihrani na toploti, mi pa manj toplote prodamo, ampak vseeno na drugi strani imamo drugo izkušnjo. V tem naselju imamo vseeno dobre komentarje, smo zanimivi, bi rekel. Ljudje sprašujejo, se preklapljajo, prosijo za ponudbe in mi bomo to toploto na drugi strani prodali. To ni nobene težave v tem primeru. In potencial se bo kle samo še večji. Ne bo 600 kW, bo 800, 900 in tako naprej. Mogoče bi še poudaril, da v primeru, da ta sklep, da se ne podpre, ostane cena fiksnega dela enaka in ne 12,5% nižja. Mi bomo pa hkrati nove priklope dobivali. In drugo leto in tako naprej, to se bo večalo priključne moči, potem se bo pa cena spreminjala na podlagi izkazov poslovnih izidov, z usklajevanjem agencije za energijo in tako naprej. Tako da to je dobro, da se podaljša koncesijska pogodba, da gre cena dol in tako naprej. Če zdaj se ta sklep zavrne, mi bomo vseeno poslovne priložnosti povečevali in tako naprej. Hvala lepa. Mogoče če bi še. Zdaj smo prišli nasprot tudi z izboljšali komunikacijo, kot so sami ugotovili. Pobuda je bila oziroma želja, da se zniža cena. In z tega naslova smo prišli s predlogom, da se spremeni podaljša koncesijska pogodba. Zdaj jasno je, zdaj kot uporabniki objektov ali občinske ali pa privatne, vsak sam zase skrbi, koliko toplote bo porabil. In jasno, hiše se bojo izolirale, se bo toplotna učinkovitost izboljšala. Ja, na en stran se nam bo poznal, bomo dali manj toplote v omrežje, ampak po drugi strani lahko to kompenziramo z večjimi priklopi. Z večjimi priklopi bojo pa tudi fiksne stroški, fiksni stroški so lahko nižji. Tako da tle vidim, da je potencial za razvoj velik, interes v kraju očitno tudi, tako da jaz mislim, da bi nadaljevali z dobrim delom. Če vas zanima, kje ste kot Bohinj, je na spletni strani Agencije za energijo narejena primerjava vseh
sistemov daljinskega ogrevanja, ne, in tam se lahko prepričate, ne, so narejene primerjave na enake stavbe, ne, tako da so v bistvu tipizirane in preračunane cene, ne, in bo se lahko ugotovil samo, da imate med najnižjimi cenami za daljinska ogrevanja, ne, tako da smo tle res pazimo pa se trudimo, ne, da imate kar se da ugodno ceno za samo ogrevanje. Ne. Za potencial smo pa tudi povedali, kakšen je. Ne. Za cirka 25% lahko povečamo lahko dodamo še priključkov in s toliko sorazmerno se lahko tudi znižajo pol fiksni stroški toplote, pa če bomo ohranili pač z Lipom dobre odnose, ambicije imajo, pravijo, da so njihove poslovne priložnosti, če bi sekance ven prodajali, da bi lahko 5 evrov več iztržili, to so njihovi argumenti. Tako da mi smo tle malo tudi ujetnik. Zdaj, če bi imeli sam svoj vir toplote, pol vemo, koliko sekance sami dobimo in bi tudi lahko cene garantirali. Tako smo pa odvisni, koliko nam jo Lip proda toploto. Ne? Hvala, gospa Olga Pekona. No, jaz mislim, da verjetno je res to en začaran krog, da je tale naš bohinjski sistem verjetno mal premejhen, da bi bila kakšna boljša ugodna cena. Drugo, čeprav glede na vso situacijo in na vse zaloge lesa, da so sekanci skozi višje, je res mal tako nerealno, nerazumljivo za nas mislim, čist navadne smrtnike. Jaz bi tukaj na tem mestu samo prosila, če lahko svetniki potrdite naslednji sklep in sicer, ne glede na to, da je gospod od Petrola že rekel, da je pripravljen dobropis za društveni dom, da se sprejme sklep, da občina Bohinj in Petrol pripravita dobropis za društveni dom od vsega začetka priklopa do spremembe nižje cene. Vse to je bilo narejeno. Ja, je, ampak to ima on narejen. Jaz pa hočem, da je to nekje potrjeno. V bistvu to sem iz računovodstva občine Bohinj dobil. To je šlo naprej, ampak sem hotel res se prepričati. Tako da to je iz maila občine prišlo na naš naslov. Se pravi že v hiši. Samo datum plačila je 15. november, to sem poudaril prej že. Bi pa ponovno poudaril rad, da ja, mi delamo na novih priklopih, mogoče odjem se zdi trenutno res, da je potencijala še dost, ne, in glih na temu delamo. In bomo delali ne glede na to, kako bo danes odločitev svetnikov, ne. Toliko iz moje strani. Gospod Jure Soder. Ja, se opravičujem, nisem bil dosti močen prej. Samo to bi še dve stvari imam. Veseli me, da ste že povedali, da se preklapljajo in da bo to zelo hitro zafilan teh 600 kW, a potem mi lahko računamo že na 10% dodatnega popusta v letu 2020. To je tako konkretno. Pa še eno konkretno bolj za občinsko upravo. Ali je bila še kje ugotovljena anomalija kot pri društvenem domu? Glede na to, da slišimo pa gasilski, pa dom, pa to polno drugo, tretje, ker res mislim, da bi tudi te stvari mogli pol mi dobiti, ne sam ta dobropis, če je bila še kje anomalija, še kakšen drug dobropis. Ne vem pa, to čist brez predhodnega znanja opozarjam, samo tako občinsko pravo, da to preveri in seveda z vami to uredi. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da se bo to preverilo, pa če bo kaj. No, lejte, jaz bi zdajle, gospa Olga, zdajle, če je to šlo z hiše ven, je potrebno, pa je potreben sklep, jaz mislim, da je nepotreben, če je z naše hiše šel ta obvestil, da se pravi, da je tle, da je nakazil, če se strinjate, ali moramo kljub temu dati sklep. Jaz mislim, da je prav, da damo sklep. Če sem predlagala, je prav, da se potrdi. Jaz mislim, da temu... Lahko še enkrat predlagaš sklep. Se pravi, da občina Bohinj in Petrol pripravita dobropis za društveni dom za čas od začetka priklopa do spremembe cene oziroma obračunske moči. V redu. To dan takoj na glasovanje. Kdo je za tak sklep?
Hvala, sklep je sprejet. Se pa jaz predlagam tukaj 2 sklepa. Prvi sklep bi bil bolj logičen odzad, ampak ga bom prvega prebral in bi prosil, da se pač v njemu opredelite. Drugi sklep bo pa sklep tako sestavljen, kot so ga predlagale komisije. Zato predlagam, prvi sklep je pred podpisom koncesije župan obvesti občinski svet, ali so pogoji sprejeti in se takrat sprejme odločitev. To je prvi sklep. Prosim, če glasujete. Kdo je za tak sklep? Ja, prosim. To, da sta en pa drug povezana, če lahko še te drugega povesti. Drugi sklep je občinski svet občine Bohinj se strinja s 5-letnim podaljšanjem koncesije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bohinjska Bistrica z zavezo koncesionarja Petrol d.d., da zniža fiksni del cene glede na obstoječe stanje za najmanj 12%, uskladi variabilni del cene v skladu s soglasjem Agencije za energijo, torej se ga poveča za največ 7,5%, priključi dodatne uporabnike in po naslednjih 5 letih po takratni uskladitvi cen teh ne povečuje omejitev navzgor. Ja, prosim. Proceduralno. Jaz ne vem, meni logika ne deluje. Zdaj mi pa vi razložite, če jaz glasujem za ta sklep, za podaljšanje, je podaljšanje seveda občinski svet potrdi. Potrdi. In potem, če vi ne dobite teh pogojev, ker jih verjetno ne boste vseh, je kljub temu to potrjen. Seveda, ker smo mi potrdili, da se podaljša, ker se načelno strinjamo, da se podaljša za 5 let. Ampak jaz se bom strinjal, ko boste vi prišli s tem, kaj ste se vi spogajali, gospod župan, a me razumete? Takrat se bom jaz odločil, ker lahko se pa pogajate še slabš, pa bomo videli tudi te primerjave, kaj je bilo, če je 20 let, pa kaj je, če je 25 let in podobno, to, kar nam je manjkalo. Jaz se zelo težko odločim, zdaj le dati roko za to, da damo nekaj na 25, jaz sem dajem mandat, da se vi spogajate, pa ko so te pa spogajali, pa pridite naslednji mesec sem, pa bom dvignil roko za 25 let. Nobene bjanko menice za 25 let vam pa jaz osebno ne morem dati. S kakršnimi koli pogoji. Šele kasneje se bom jaz lahko odločil. Ali ja ali ne. Ker bom tudi to tretjo opcijo, to drugo opcijo, mi jo boste mogli predstaviti, kaj se zgodi pa s temi novimi cenami, pa z vsem tem, če na 20 ostane. Sam toliko. Jaz zato meni, mislim, da bi jasno. Se pravi, predlagate sklep, da se to umakne in da damo na glasovanje. Ta priporočila in potem pridite po moje nazaj naslednji mesec, kaj ste se spogajali in bomo takrat pol roke gor odločali, da smo za 20 ali pa za 25 let. Jaz bom to dal na glasovanje. Pač na... Lahko 60%. Jaz pa drugače to kot kolega Tran razumem. Mi dajemo zdaj s tem neko pogojno soglasje. Se pravi, če bo to doseženo, je pač velja. Če pa to ni doseženo, pa jaz nisem še nekjer videl, da ne bi mogel čez en mesec spet spridati, da tako ni šlo, pa zdaj imamo eno drugo varianto, ki jo bomo odločali se, ali jo bomo potrdili ali ne. Če bojo pa tole potrdili, kar je sploh ni nobene nerazumne zahteve, dajte biti realni. To, da se zavežete, da v te 5 let ne boste povečevali cene, se pa res prav veliko natvegate v naslednjih 5 letih. Pa še malo bolj boste motivirani, da se boste boljš pogajali tam s Petrolom, drugače vam bo tako vse en, z Lipom, pardon. Ker vam bo Lip dvignil, boste vi tako prenesli v soglasju z agencijo pa naprej na uporabnike. Zdaj boste pa malo bolj motivirani, da se boste boljš izpogajali. To je zame. Zato smo to predlagali. Če dovolite, bi jaz to pojasnil. Točno to je bil namen, kot zdaj Boštjan povedal. Namen je bil tudi to, da ne izgubljamo sajta, je pa to pogojno soglasje. Se pravi, župan vas na naslednji seji, kolikor bo Petrol pač te pogoje sprejel, samo formalno obvestil tam, vam, ne vem, predstavi, ker to bo šlo za aneks, nič za drugega, ne vem, ali na mail, ali kakorkoli že, oziroma jaz mislim, da je koncesijska pogodba, ne glede na to, kar je zapisana, tudi javno dostopna, tako da jo lahko pošljemo svetnikom in prosim. In v tem primeru ne bomo izgubljali časa, če pa slučajno Petrol teh pogojev ne bo sprejel, pa začnemo pač ene nove pogoje. S tem, da bi jaz pa še predlagal, da je vselih ta sklep, kot ga je predlagala Komisija za gospodarstvo, če se ne motim, ta prve in ta sklep
ki pač pogojuje ta sklep od Komisije za gospodarstvo drugi. Jaz bi tukaj samo toliko dopolnil, da ne bi samo obvestili, ampak da bi naredili korespondenčno sejo, tisto, ki lahko rečemo ne, no, ali pa ne vem, tako da je bolj uradno, da ni samo obvestilo. Jaz bom dal te dva sklepa na glasovanje, zdaj, če bo to šlo skozi, bo šlo, če ne bo šlo, se pač odmika to. Te dva oba bom dal še enkrat. Pregledal bom tega od komisije in pa tega, ki smo predlagali tukaj spod, pa boste pač odločili, kako. Se pravi, Občinski svet občine Bohinj se strinja s 5-letnim podaljšanjem koncesije za daljinsko ogrevanje za lesno biomaso Bohinjska Bistrica z zavezo koncesionarja Petrol d.d., da zniža fiksni del cene glede na obstoječe stanje za najmanj 12%. Potem uskladi variabilni del cene v skladu s soglasjem Agencije za energijo, torej ga poveča za največ 7,5%, priključi dodatne uporabnike in po naslednjih 5 letih po takratni uskladitvi cen teh ne povečuje, omejitev navzgor. Pa drugi sklep, pred podpisom te koncesije župan obvesti občinski svet, ali so pogoji sprejeti in se takrat sprejme odločitev o tej koncesiji, podpisu koncesije. Proceduralno, podaljšanje ima koncesije. No, v redu, imamo že podaljšanje koncesije. Ja. Prosim, če glasujete o teh sklepih. Dam enega pa po enega. Dam prvi sklep na glasovanje, boste ločene. Prvi sklep je sprejet. Dam na glasovanje tudi drugi sklep. Hvala lepa, tudi ta sklep je sprejet. Gremo k točki 3, soglasje k sklenitvi sodne poravnave zadevi IP 324/2016. Zdaj, jaz bom tukaj razložil zadevo, zakaj smo do tega prišli. Jaz sem pač bil podpisnik tega. Moram reči, da je ta na podoben način, kot smo zdaj sprijeli, ravno tako narejena zadeva in je ravno tako z odložnim pogojem, da če je sprejeto, bomo pač zaključili zadevo, če ni sprejeto, gremo za to tožbo naprej. To je popolnoma isto, ker smo zdaj sprejeli to zadevo, da če ne bo potrjeno, pač ne gremo za temu podpisom. No, jaz bi se opravičil za te izpade električne energije pa za te motnje. Med tem časom poskušamo še kaj urediti, da bo, upajmo, pozneje v redu, saj upam. Imamo ta vmesni čas za izkoristiti in ga bomo izkoristili, da bomo prikazali postopke oživljanja. Med nami so člani Rdečega križa, ki bojo pokazali te postopke, dobrodošli. In jaz mislim, da je prav, da to kratko razlago tudi pokažejo nam, ki smo tisti, ki poklukamo te ponudbe, pa bom rekel, smo tisti, ki odločamo, da se kakšna stvar tudi nabavi, to so pa te defibrilatorji. Jaz moram reči, da jih ima občina Bohinj kar nekaj. In letošnji projekt je ta v tem mesecu požarne varnosti, pa tega je tudi Oživimo Bohinj in v imenu tega projekta bomo tudi pač tukaj pred kamerami in pa nam se bo prikazal ta, pa razložil ta način oživljanja. Pa bi kar prosim začeli. Ja, lepo pozdravljeni, bolničari Rdečega križa Radovljica. Zdaj vam bom
kakšne od naših predstavitev. No? Tako da bomo kar začeli. Pozdravljeni, moje ime je Robi. Človek, ki ne živi srčen zastoj, ima zelo malo časa, da mu pomaga. Tako da običajno nujna medicinska pomoč bo prišla prepozno. To je izredno pomembno, da čim več, oziroma vsi ljudje znajo ukrepati v takem primeru. Mi bomo to res na kratko zdaj pokazali zelo pospešeno. Ponesrečencu pristopimo, če se le da, s sprednje strani. Seveda hkrati preverimo, predtem preverimo, če sploh lahko varno pristopimo, da nam je dva ponesrečenca popega reševalca. Kdo sem nevarno pristopil do njega, odnesem, ste v redu, pa ste izgodno. In ga glasno govorim. Kaj se s tem hotel doseči, hotel sem dobiti njegov odziv. Se pravi preveriti, če je oseba odzivna. Ker odziva ni bilo, bom preveril, a oseba diha. Kako preverjamo, če oseba diha? Eno roko položimo na njegovo čelo, drugo roko primemo spodnjo čelust, rahlo odpremo usta in čelust rahlo potegnemo navzgor. Glavo moramo nagniti v znak, seveda smo pred tem odpreli tesna oblačila, tako da vidimo, kaj se bo dogajalo s prsnim košem. 10 sekund sem naslonjen na njegov nos, usta, z licem in poskušam z ušesi začutiti na licu ali pa opaziti gibanje prsnega koša. Če v 10 sekundah nisem dihanje zaznal, vem, da oseba ne diha. Če ne diha, pomeni, da je v srčnem zastoju. Ta trenutek je čas, da pokličemo na pomoč, zelo na glas, zato da dobimo še nekoga z okolice ali pa več oseb, ki ne bojo prišle pomagati. Namreč temeljni postopki uživanja so dokaj naporni. Seveda izvede pa še dve stvari. A imaš telefon? Imam. Zdaj prosim pri 112. Povej, kdo si, povej, da smo v srednji sobi občine Bohinj, imamo eno osebo, ki ne diha, pričeli bomo s temeljnimi postopki uživljanja in rabimo nujno medicinsko pomoč. Zdaj na to? Hvala. Kolega, veš, ki je defibrilator? Greš iskati, prosim? Lahko sem. Hvala. Tukaj je treba več preveriti, ali je oseba zastopila, kaj hočeš od me, pa da to res naredim. No in ta trenutek pričnem z temeljnimi postopki uživljanja. Kaj to pomeni? To pomeni izmenjavanje postopka 30 stiskov srca, 2 opiha, 30 stiskov srca, 2 opiha. Stiski srca, ki se izvajajo se na spodnji tretjini, oziroma nekje na točki med spodnjima tretjinama prstnega koša, na sredini prstnega koša, pritiskamo z peto dlani. Močnejšo roko, dominantno roko postavimo na spodaj, drugo roko na dno, postavimo se pravokotno nad ponesrečenca in roke imamo popolnoma stegnjene. S tem bomo imeli tudi največ moči, najdalj časa bomo zdržali. In pričnemo z pritiski. Pritiski se izvajajo s frekvence približno 100 stiskov na minuto. Pri odrasli osebi se mora prsni koš udreti 5 do 6 cm. Kar konkretno. Temu sledita 2 opiha. Tako kot pri preverjanju dihanja, moram tudi zdaj glavo zvrniti v znak, zato da sprostim dihalno pot, zatesnim nos, da ne bo zrak samo ven tišel, da bomo zrak potisnili v pljuča. Z usti prekrijem njegova usta, da izvedem 2 opiha. Koliko upihnem to, kakor imamo normalen vdih, približen pol litra. In takoj nadaljujem stisniti srce. Ta postopek ponavljam, dokler oseba ne zadiha samo od sebe, dokler me nekdo ne pride zamenjati, oziroma dokler zmoj. Če nikoga nikoli ne zamenja, to delam toliko časa, dokler sploh še lahko to delam. Naprej bo postopek zdaj predstavil še uporabo defibrilatorja kolega Jan. Dobro večer, hvala lepa. Ja,
nekaj kratkih besed o defibrilator. Defibrilator, avtomatski telefonski defibrilator, je bistveno lahko izboljšal v določenih primerih možnost preživetja te osebe. Najdete ga posod, ker je tak znak, zelen srček na zeleni podlagi, javni kraji, bolnišnice, karkoli. Zadeva je bistvenega pomena to, da je namenjen vsem laikom in da ga lahko vsak vzame in uporablja. Bohinju imamo zelo dobro pokritost, hvala Bogu, in prosim, če se to zgodi, ga uporabljate. Pa še ena stvar, ker je bistvenega pomena, to je pripomoček, ne nadomesti masaža srca. Zdaj tukaj je pač zelo domakno, zato da bomo stvari lažje pokazali in razložili, ampak vedno bi mogel zdaj nekdo na te osebi izvajati to masažo. Na hitre sestavljanje za baterije, elektronike, krmilne enote in elektrodam. Večinoma se dva tipa vidimo, ta je malo bolj gradovice razširjen, najlažji bohinjski so mehki in drugačni, ampak vedno je nekje en gum za odpreti ali pa en pokrov za odpreti. Ko se pokrov odpre, se avtomatsko starta, tale na pritisk na gum se starta, boste videli. Vsi govorijo slovensko in vsi vam bojo dali jasno navodila, kako delati. Eno stvar boste opazili, da smo pri tem daljinca, ne iščete ga pri drugih, zato kaj sem za šolski model. Kaj je zdaj tukaj važno? Še par stvari. Če je ta oseba mogoče mokra ali je v eni luži, prosim, umaknite jo, zato ker jo pač delamo z elektriko in je fajn, da jo obrišemo ali pa umaknemo tudi kakšno streho. V defibrilatorjih boste najdeli noter ene škarice, s tistem lahko se obleko umaknite, najdeli boste tudi noter eno klinco za brite. Zakaj? Če ta oseba zelo posmatra, da lahko brijemo na mestih, ker bomo dali elektrode in bistveno izboljšamo kontakt. Ok, zdaj tukaj, kot rečeno, sem vam pokazal, brez da se izvaja masaža srca, v bistvu bi se cel čas mogla. Če ga okrogno, bo zdaj se vam informacijo telekom, ga približimo v glavi, odstremo, imamo tukaj noter te elektrode, ko ima ga toliko pisane, kako se moramo naložiti. Zdaj vam jaz spet malo stavil, on mi zdaj mi da naložila, jaz ga malo pauziram, zato vam to. In je, zdaj tukaj gor je narisan, ena gre na ključnico, ena gre pod vzduho. Če se vam slučajno zgodi, da jih zamešate, kakor je koli slika, nič hudega, nič dolo več. Važno je, da so gor. Na hitro pogledajte, če ima ta oseba srčni spodbojevalnik, kako ga boste videli, ponavadi tukaj nek priključenci je nekaj trdega pod kožo, ali pa boste videli na mehno zaresco, ki ima nekoč skok pek. Če boste pač to falili, imate gor, da Bog nadej, ja, pa se bo pa tudi in tudi ne bo konca. To pomeni, mi jih namestimo, tukaj zadnji ima eno folijo, ki jo maknemo, jo namestimo takole gor, pod ključnico, to drugo, pod folijo in jo damo v stran pod vzduho. Če vam se slučajno zgodilo, da ima ta oseba z bilo katerega razloga, ne morete to pozicijo narediti, imate tudi opcijo, da jo date eno elektrodo spredi, pa eno zadnje. To pomeni tukaj, da gre ta elektrika čez srce. Ok, zdaj bomo mi temu nadaljevali. In zdaj bom pa Robija prosil, če bo pokazal. Robi, v bistvu je zdaj cel čas užival. In jaz se to nadomije dal. On je zdaj zaznal. Zdaj prvič, ki je zelo pomembno, da tisti, ki zajde vam dela, da reče, on v bistvu naredi analizo. Kaj on gleda? Določene krivulje še, on ne bo dal električnega udarja, takrat je čista taka linija ravna, ampak srce še fibrira, takrat malo cake dela. No, on to zazna. In če bi se zdaj Robi nekaj dotikal, bi ta aparat zaznal Robijo srce. In kaj bi rekel, ko se tale pa čist zdrav, jaz pa ta nam nič naredil. In zato v temu primeru bistvenega pomena, da tiska za AID-om dela, reče mu, da je umakni se. Ok, to so zanimljila. Umakni se. On je ugotovil, da je treba dati te osebi električni šok in se polne. Zdaj tukaj ena stvar, on ne bo dal električni šok darem, noben, dokler vi ne pritisnete gumba, ki jo treba. In takrat je drugič treba pogledati, da se nobene držite osebe, in pritisneš. Šok je dan, zdaj se ga priklicam, sem ugasnil, ampak šok je dan, in v tistem trenutku nadaljujemo naprej za življenje. Analiziram srčni ritem bolnika. Svetujem šok, polnim, umakni se. On se bo napolnil. Pritisni utrip, izveden šok 1, varno se je dotakniti bolnika. Začni z oživljanjem. In on bo zdaj delal in nam bo dajal svoj tak, s katero hitrosti uživamo, in na 2 minute bo on v bistvu ponovno izvajal analizo. Ta zadeva se skozi ponavlja. Zdaj,
hitro vidimo, da malo ta oseba malo poskuša spet zadihati, malo nekaj znake življenja bi se pokazali. V tem primeru, in da to vidno gre pa se prekine z oživljanjem, če začne dihati, oseba se da v stabilen bočni položaj, ker je pa bistvenega pomena je pa AED pa ostane na osebi, ker mi nikoli ne vemo, kaj pa če bo on spet padel v zastoj. In to je v bistvu vsa umetnost okoli tega. Nobene druge ni. Treba ga samo vzeti, naše bohino kišče so tiste zelene, ki jih poznate, obrnete jih na levo, malo bojo piskale, več ne ve, ga vzamete, škatle ven in to je to. In samo delamo. Po uporabi gre na servis, zdaj se ga pregleda, se da prode nazaj, nove in tako. Kakšno vprašanje gre tiče? Hvala. Mogoče sekundo izkoristim, smo ravno tukaj, sem v imenu ekipe oziroma v imenu lokalne ekipe bolničarjev, ki imamo tudi zahvaljujem, kar je občinski svet podporil idejo o nakupu defibrilatorjev. Do zdaj je bil dvakrat uporabljen, dvakrat uspešen. Dvakrat se ga uporabljali, oziroma prvi se ga uporabljali čisto vajki. Pač se uporabi, namesto ljudje, delo za nekaj ljudi jih uporabljajo, to je glavno namen. Zdaj, kakšen je rezultat, je pa pač drugo zgodba, ampak so še. Se opravičujem, gremo na naslednjo točko, zdaj, ki je, dokler se ne uredi, mislim, da nimamo take... Jaz bi šel k točki 3. To je soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi IP 324/2016. Na občino in je pač predlagala, da bi pa ona se poravnala, da bi izpeljali poravnavo. Mi smo pač rekli, da bomo pač preučili zadevo in da ji bomo sporočili pod kakšnimi pogoji, ona pa pač nam odgovorila, če se strinja. Jaz moram reči, da to, kar smo naredili, smo izmed dveh slabih izbrali boljšo. Govorim pa zaradi tega, ker so bile zahteve pri temu postopku v znesku 400 tisočev za odškodnino, zdajle so z zamudnimi obrestmi bi bile preko 700 tisoč. Vleče se to zdaj že 10 let, lahko se vleče v bistvu še naprej in to stroške veča in jaz sem izhajal samo iz tega, da se zadeva, če se to da, lahko v pametni strani prekine. Je pa tudi res, da zadeva ni čist brez rizikov tudi za nas, ker sami veste, da sodnija, kadar dolg let traja, je možno vse, tako da tudi odvetniki so rekli, da mogoče ne bi kriv, da ni, ampak je lahko tudi delna in takrat so stroški ravno tako večji kot zdaj. Mi smo dali predlog, da se poravnamo v 15%, to je 60 tisoč in oni so se strinjali.
Tako da smo na naslednji sodbi, obravnavi, ki je bila, smo imeli samo to temo in smo sprejeli tam sklep ali pa dogovor. Sklep je bil v tistem podpisan, da če se mi strinjamo, je zadeva zaključena, če se občinski svet ne bo strinjal, to je bilo sprejeto z odložnim pogojem, se nadaljuje tožba. Tako da je to šlo na ta način naprej. Moram vam povedati, da stroški so narasli, je pa nekaj, mi s tem, ko smo šli v poravnavo, ne priznavamo krivde. To je bilo jasno in glasno tam povedano in pa je bilo tudi tako zapisano. Jaz kakšne druge stvari nimam tukaj nič, se pravi, šli smo samo s tem, da v slučaju kakšnega preobrata ali karkoli bi bili stroški nenormalno veliki in zato smo šli izbrati pač to, če se ta poravnava. Zdaj, jaz se strinjam, da imamo mnenje taka in drugačna, vendar moramo vedeti tudi to, da nesreča vseglih je bila, kljub pomoči, ki so jo dobili, so bili tudi stroški, tako da jaz mislim, da teh 60 tisoč je manjšo, veliko manjšo zlo, kot če bi bilo kaj večjega. Jaz bi tle to zaključil, to mojo razpravo, samo to, da povem, zakaj se je šlo in zakaj smo se pač odločili. Jaz pač se nisem odločil s čustvi, mogel sem se odločiti za dobro občine in pa pač možnosti poznejših problemov ali pa, če bi nastali. Jaz bi tukaj statutarno pravno komisijo je obravnavala to. Statutarno pravna komisija soglaša s predlagano sklenitvijo sodne poravnave in predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme v predlaganem besedilu 4 za. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Jaz sem proceduralno. Ja, prosim. Jaz bom glasoval, mislim, da obrazložim točni glas, lahko jaz bom glasoval za to poravnavo, ker se mi zdi najbolj pragmatična rešitev. Imamo proceduralno, glede na to, da imamo mi še 2 taka primere ta trenutek znana, gre za primer Grajske 6 in za primer gospe Vukašinović, ker nas bo lahko tudi stalo oziroma bo povzročilo kar nekaj problemov. Jaz sem župan že vas opozoril na enem pogovoru, da je prav, da se te stvari tudi obravnava, da bomo imeli približno enake vatle za vse. Danes imamo na dnevnem redu samo primer te poravnave. Bi jaz predlagal občinskemu svetu sklep, da občinska uprava in župan do naslednje seje pripravita informacijo o zadevi Vukašinović in Grajska 5 in 6, kje natančno to je, in pri tem in z nekimi predlogi rešitev. Lahko je tudi to je zaupno, če so v sodnih postopkih, sploh ni problem. In pa, da se še posebej v primeru Vukašinović do naslednje seje občinskega sveta se vzdrži kakršnihkoli dejanj, da se ne bodo stvari naprej začele recimo v naslednjem mesecu odvijati in isto pri Grajski 5 pa 6, dokler se občinski svet s tem ne seznani in kolegicam in kolegom predlagam, da sprejmemo ta sklep. Kaj si pa mislijo, pa še tudi povedo. Hvala. Hvala. Zdaj, ta sklep bomo pa prijeli. Ne, ja, se odpiram razprav, ker jo pač o tem moram. Ker ni razpravljavcev, bom jaz prebral sklep. Sklep je nekoliko daljši, tako da ne boste mislili, da kaj se mi je naredilo, da to berem. Ker ni razprave, se sprejme naslednji sklep. Jaz bi dal prvo ta sklep, ki je bil zdaj predlagan z strani gospoda Travna na glasovanje, no pa bi prvo to dal, da se pač do naslednje seje pripravi informacija o Grajski 5 in 6 in pa kje je zadeva Vukašinović, tako da se potem razpravlja na pa možni ukrepi.
če se strinjate. Ne, jaz bi zdaj to prišparal za drugo sejo, pa bi pa takrat. Zdaj glasujemo za to. Ja, to je pa. Razložitev glasuj pa lahko. Bom obrazložila svoj glas glede na to, da sem jaz seznanjena s tole problematiko glede gospe Vukašinovič in da se mi zdi lih tako pereč njen problem, mogoče še bolj kakor pa problem Bremčevih, bi bilo res prav, da nekaj rečemo tudi na seji mogoče občinskega sveta in pa da pomagamo rešiti, ker mi ne smemo ustvarjati novih socialnih problemov. Mi smo zato, da pomagamo občanom, da vsak se znajde v določenih težavah in jaz mislim, da smo mi dolžni na nek način pomagati gospe Vukašinovič, ne pa da ji povzročamo dodatne težave in ne nazadnje tudi stroške, ki jih ima s temi sodnimi postopki. A še kako boš glasovala? Ja, glasovala bom za predlog, ki ga je podal kolega. Hvala lepa. Dam na glasovanje predlog gospoda Travna. Sklep je sprejet, hvala. Gremo na naslednji sklep, ki pripada točki 3. Sklep je občinski svet občine Bohinj soglaša s sklenitvijo sodne poravnave s vsebino. Pod 1. Pravdne stranke uvodoma ugotavljajo, da je dne 16.12.2008 zemeljski plaz porušil družinsko hišo tožnikov na naslovu Srednja vas 85A, Srednja vas Bohinj. Da so tožniki dne 30.8.2010 vložili tožbo, v kateri so zahtevali od Republike Slovenije in občine Bohinj plačilo odškodnine zaradi domnevne škode v skupni višini 402.480,94 evra, ki naj bi nastala v posledici opustitev ukrepov varstva pred zemeljskim plazom, pri čemer tožniki v tožbi predlagajo, da sodišče dosodi. Marije Bremec in Vinku Bremcu skupaj plačilo odškodnine v višini 377.978,08 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi iz naslova uničenega objekta in premičnin ter stroškov najemnine. Marije Bremec in Vinku Bremcu skupaj plačilo mesečne rente v višini 401,08 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi zaradi izgubljenega dobička iz naslova upravljanja dejavnosti z zakonskimi zamudnimi obrestmi iz naslova uničenega objekta in premičnin ter stroškov najemnine. Marije Bremec plačilo odškodnine v višini 6.500 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi zaradi pretrpljenega strahu, zmanjšanja življenjske aktivnosti in okrnitve osebne pravice. Vinku Bremcu plačilo odškodnine v višini 1.500 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi zaradi pretrpljenega strahu in okrnitve osebnostne pravice. Jaki Bremcu plačilo odškodnine v višini 1.500 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi zaradi pretrpljenega strahu in okrnitve osebnostne pravice. Ani Bremec plačilo odškodnine v višini 2.500 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi zaradi pretrpljenega strahu in okrnitve osebnostne pravice. Da je bil tožbeni zahtevek tožnikov proti prvoobtoženi stranki Republike Slovenije pravnomočno zavrnjen. Da se tožbeni zahtevek proti drugotoženi stranki občini Bohinj v ponovljenem postopku vodi pred okrožnim sodiščem v Kranju pod operativno številko IP 324/2016. Da želijo pravne stranke spor, ki se je pred okrožnim sodiščem v Kranjem vodi pod upravno številko 324/2016 ob medsebojnem popuščanju in z namenom mirne rešitve spora zaradi dokončne ureditve vseh medsebojnih razmerij, ki so kakorkoli v zvezi z zahtevki iz tega člena sodne poravnave ter v izogibne gotovosti tako tveganjem v zvezi z izidom spora za eno in drugo pravdno stranko ter stroškom, ki bi pravdnim strankama nastajali v primeru nadaljevanja sodnega spora, rešiti z sklenitvijo sodne poravnave. Na način, da občina Bohinj tožnikom plača znesek dogovorjen v drugi točki te sodne poravnave. Tožena stranka, občina Bohinj, je dolžna tožečim strankam Mariji Bremec, Vinku Bremcu, Jaku Bremcu in Ani Bremec nerazdelno plačati
60.367,34 evra v roku 15 dni po izpolnitvi odložnega pogoja za iz 4. točke te poravnave, po poteku tega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Občina Bohinj ter Marija Bremec, Vinko Bremec, Jaka Bremec in Ana Bremec se strinjajo in dogovorijo, da v razmerju do občine Bohinj glede terjatve za plačilo zneska iz prvega odstavka tega člena Marija Bremec, Vinko Bremec, Jaka Bremec in Ana Bremec nastopajo kot solidarni upniki, zato je občina Bohinj z izplačilom zneska iz prvega odstavka tega člena komerkoli od njih prosta obveznosti nasprot vsem. Stranka se izrecno dogovorijo, da bo občina Bohinj znesek iz prvega odstavka tega člena sodne poravnave plačala na fundacioni račun odvetniške družbe Matos, odprt pri banki Intesa San Paolo in s čemer bo v celoti izpolnila svoje obveznosti po tej sodni poravnavi nasproti vsem tožnikom. Pod 3. Sklenitev te sodne poravnave in izpolnitvijo te sodne poravnave so rešena vsa sporna razmerja med občino Bohinj ter Marijo Bremec, Vinkom Bremcem, Jakom Bremcem in Ano Bremec iz spora, ki se pred okrožnim sodiščem v Kranju vodi pod operativno številko 324/2016 in drug napram drugemu v zvezi s tem nimajo nobenih zahtevkov več. Vsaka stranka nosi pravdne stroške postopka. Ta sodna poravnava je sklenjena pod odložnim pogojem, da bo k njej dal soglasje občinski svet občine Bohinj najkasneje v roku 3 mesecev od dneva sklenitve te sodne poravnave. Prosim, če glasujete za ta sicer dolgi sklep. Sklep je sprejet, hvala lepa. Prihajamo k točki 4. Predlog za spremembe cen programov Zavoda osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj. Obrazložitev bo podala gospa Jerca Zupanc. Včeraj sem. Spet smo pač pripravili nov predlog cene vrtca z veljavnostjo od 1.10. dalje. Same cene so pač razvidne iz gradiva, ki ste ga prejeli, smo pa v novi ceni upoštevali pač vse spremembe, ki so se zgodile, pa ki se še bodo na področju plač. Upoštevali smo tudi razlike v normativnem številu otrok. Prejšnja cena je bila preračunana na normativna število plus 2 otroka, sedaj je to plus 1. Potem to je pomeni razliko tudi v skupnem številu otrok. Prej je bil izračun na 206, sedaj na 192. S opisom otrok zdaj od 1.9. dalje so pa tudi nastale določene razlike v številu oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja. Poleg tega imamo pa tudi spremembe nekaj v kadrovski spremembe pač v našem vrtcu, tako da imamo nekaj mlajših delavcev, pač tudi to je en izraz in tudi nekaj pač pomeni, tako da zdaj za dodatna pojasnila sem na voljo, tudi kar se pač normativov, kar tega tiče, je tudi Tanja na voljo, tako da prosim, če kakšno stvar dodatno obrazložim. Redu, hvala lepa. Stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Hvala lepa. Komisija za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme te predlagane cene za programe vrtca Bohinj. Hvala lepa. Odpiram prvi krog razprave. Razpravljavcev ni, zato predlagam sklep. Sklep se glasi: cene za programe v Zavodu osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj znašajo od 1.10.2019 dalje. Za prvo starostno obdobje dnevni program 504,20, 5-urni program 367,22. Za drugo starostno obdobje
dnevni program 342,14, 5-urni program 263,61. Glasujte. Hvala lepa, sklep je sprejet, najlepša hvala. Prihajamo k točki 5. Soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Obrazložitev nam bo podala gospa Zdenka Mlakar, Zalokar, prosim. Dober večer vsem skupaj. Izračunali smo v Zavodu Svetega Martina novo ceno za upravljanje pomoči na domu. Predlagali smo, da se sprejmejo nove cene, tako za delovnik, nedeljo in praznik. Nova ekonomska cena znaša po izračunu zdaj 23,12 evra. Seveda je izračunana na podlagi Zakona o socialnem varstvu in pa metodologije za izračunavanje cen socialno-varstvenih storitev. V sami ceni so stroški dela, se pravi plače, neposrednih socialnih oskrbovalk, jih je sedaj trenutno so 3,5, in pa seveda za ceno socialne delavke, ki pač vodi koordinacijo in pa vse ostale zadeve v domu Svetega Martina za pomoč na domu. Zdaj, sama cena je ostala za uporabnike nespremenjena, tako je pripravljen predlog. Poviša pa se delež plačila občine iz 75 na slabih 80% k tej ceni. Vse ostale stvari so pač prikazane in opisane v gradivu, zdaj, če ima kdo kakšno konkretno vprašanje, sem pa na voljo. Hvala. Stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Ja, hvala lepa. Komisija je opravila ob tem primeru tudi poglobljeno vsebinsko razpravo in sprejela 2 sklepa. Prvi sklep je, da Komisija za negospodarske dejavnosti daje soglasje k tej ceni, novi ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. In drug sklep, Komisija za negospodarske dejavnosti predlaga županu občine Bohinj, da v proračunu občine Bohinj za leto 2020 zagotovi dodatna sredstva cirka med 10 in 15 tisoč evrov za 4. negovalko za socialno-varstveno storitev pomoč družini na domu. Zdaj, kot je bilo rečeno, sta 3,5 negovalke, torej 4. redno zaposlitev, ki jo za občino Bohinj izvaja Zavod Svetega Martina in s tem zagotovi kakovostno oskrbo potrebnim pomoči na domu. Hvala. Hvala lepa. Odpiram prvi krog razprave. Ni razprave, predlagam sklep, pravzaprav so 3. Prvi sklep. Občinski svet daje soglasje k naslednji ceni socialno-zdravstvene storitve pomoč družini na domu. Mesečni stroški priprave pogodb, vodenja in koordiniranja 1157,36 evra. Ekonomska cena socialno-varstvene storitve pomoč na domu na uro 23,12 evra. Priznana subvencija k ceni storitve za uporabnika 79,89%, cena storitve pomoč na domu na uro 4,65 evra, cena storitve pomoč na domu upravljanje v nedeljo na uro 6,51 evra, cena storitve pomoč na domu upravljanje na dan državnega praznika na uro 6,97 evra. Prosim, če glasujete za ta sklep. Sklep je sprejet. Gremo na drugi sklep. Cena storitve pomoč družini na domu velja od 1.10.2019 dalje
In pa tretji sklep je, stroški prevoza nad normativom se zagotovijo v proračunu. Prosim, če glasujete tudi za te dva sklepa. Sklepa sta sprejeta. Hvala lepa. Imamo samo še točko 7. To so vprašanja pobude. A ja? Ja. Mi kaj ne moramo nič, ker mora se župan odločiti, bomo videli potem v proračuna. Mi smo sam povedali sklep, oni pa predlagatelj proračuna, pa bomo pa videli, kako se bo župan odločil. Pobude. Vprašanje pobude in informacije. Zdaj, do mene so prišli, ali pa poslano je bilo, ste videli, na mis imate krajni odbor SDS Bohinj, ima pobudo za ureditev vseh avtobusnih postaj po Bohinju. Pač so oni to pregledali in so ugotovili, da ni nobene razne ene tajne namenju urejena. To je prav čudno. Ni znakov ni tega in so pač poslali pobudo tukaj na občinski svet. To pobudo imate na mis. Jaz mislim, da bomo pač določene zadeve morali preko uprave to zagotoviti. Nekaj se bo že, ki se bo zdaj avtobusne postaje urejal, mislim, da se bo že to uredil, ker se ureja in stavbe in pa znaki. Tako da Rekla bodo državno-zborski politik, če je državno-zborski politik, je pa so take pobude. No, jaz moram povedati, da so prišli do mene željo, da bi prišli tukaj not razpravljati, ampak to lahko samo z glasovanjem, tako da ne. In so zato podali pobudo, ki pa je tukaj na mis. O njej pač ne glasujemo, to gre naprej. A je še kakšna pobuda ali pa? Če ni, se vam zahvaljujem za današnjo sejo. Mečken je bila kaotična, kar se tega tiče, ampak najlepša hvala za sodelovanje. Mislim, da smo izpeljali v redu, da hvala in lahko noč.